Dobro večer, spoštovane in spoštovani. Petkov večer je končno tukaj, kar pomeni, da je skrajni pa tudi pravi čas, da odmislite pretekli teden, da vzamete pivo pa čips, kot smo to naredili mi, in da izklopite GSM-e, telefone pa vse ostale motilce seveda. Danes nocoj v oddaji Ansambel Petka. Potem Jože in Samir Kobler. Reper David. Z nami bo tudi lovec Milan. In še en poseben gost, to je tehnološki prepihovalec zračnih mas Eurostil Turbo. To so nocojšnji gostje, dobrodošli v oddaji v petek z menoj. Gospe in gospodje, brez ženskih obrazov, glasov in postav bomo danes šli skozi ves večer, kar pomeni, da boste gledalke malenkost bolj dovzetne za celotno dogajanje kot pa moška publika, kar je tudi v redu, s tem seveda ni nič narobe. Zna biti pa težavno, če se bodo recimo vaši partnerji, možje, VD, karkoli že so, začeli kujati recimo, ker ne bo kiklic, pa ne bo nobenih petk, pa vsega skupaj. V tem primeru jih dajte poslati ven na kak špricer s kolegi, da boste spoštovane dame imele jasno mir v bajti. No, tega seveda ne pozabiti. Da se ne skregate že takoj na začetku vikenda, ne, že v petek zvečer, pa boste itak imeli cel vikend zasran. No. Daj, za kregarije, če še niste vedeli, recimo so tisti, ki ste mladi pari, je super timing nedelja zvečer. Zakaj? Zaradi tega, ker se potem naslednjič vidite šele v ponedeljek popoldan. No, pa imate ljubi cajt, premisliti zadeve, se skujati do konca, pa se potem spet seveda temu primerno spoprijateljiti. Na kak način, to je seveda vaša stvar. Mi bomo začeli današnji petkov večer z ansamblom Petka in sicer s komadom za vse tiste, ki ste vsaj po malem ostali še v osnovni šoli. Ko sem sam doma. Ansambel Petka! Ženka moja res je zlata, v hiši vedno red drži. Ni še bilo na svet podplata, da obutne hodil bi. Kuhini prav vse se sveti, brez da sploh bi luč prižgal. Na nobeni še polici prah nikdar ni stal. Če pa kdaj pete odnese in postanem glavni jaz, takrat hiša se zatrese, to je res pravi špas. Se s prijatelji dobimo, karte hitro vržemo, kakor nori se režimo, pivo samo. Ko sem sam doma, si radio navijem, pa hladilnik odprem in kakšno pivo spijem. Ko sem sam doma, si družbo brž dobim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim. Cela miza je polita in na tleh je kup smeti, je v kopalnici poplava, iz pečice se kadi. Njej pečenko sem pozabil, res jo prav močno zažgal. Hitro bom počistil se, da se ne bom izdal. Ženka se domov že vrača, jaz pa sem in tja norim. Joj, bo si kala kot kača, upam, da vse uredim. Pol res pridno spet bom pazil, da vse čisto bo lepo. Ko pa pete bo odnesla, nova fešta bo. Ko sem sam doma, si radio navijem, pa hladilnik odprem in kakšno pivo spijem. Ko sem sam doma, si družbo brž dobim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim. Sam doma, si družbo brž dobim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim. Ansambel Petka in prva trobenta Urban Sadek.
Franjo, pozdravljam. Pozdravljen, živa. Dobro večer, Urban. Vrva trobenta, kako si povem? Si v redu? Super, Petko super. večer, takšen, kot mora biti. Fantastično, lej. Poslušaj, zdaj petka ste skupaj zdaj 10 let. Točno. Petka 10. V slovenskem prostoru ste do tega trenutka že precej znani. Ja, bi se lahko tako reklo, no. Ljudje so nas prvič malo bolj spoznali na teh festivalah slovenskih, narodno-zabavne glasbe, Ptuj, Graška gora, slovenska polka in valček. Polka in valček tudi, ja. Vse povsod ste bili. Tako da kamorkoli pridete, ni da vas kdo ne bi poznal, recimo. To je zelo težko. Ne, če ne po muziki, pa po čem drugem. Če pevec me spominja malo ko poje, me spominja malo na Franca Koširja. A nas Tanči? Ja. Čisti Košir, ja. Ja, isto špuro fura. To je super, ja. Pivo, čips, tako kot mora biti. Ja, tu vsi se tu kar najdemo v tem, ja. Smo kar doma, sam doma. Poslušaj, koliko je star komad, to je kaj, z lanskega leta? Lanskoletni komad, ja, lanskoletni hit. Ja, posneli smo en videospotek. To je čisto taki realni, ampak dobro, v spoti smo mogoče malo pretiravali, pol na koncu s tistim pospravljanjem, po realnem glih ni tak, ne. Ja, recimo, da ni sam doma, zdaj, ko ste muzikanti, recimo ste z doma kar nekaj cajta, ne? Imate dosti nastopov, imate dosti gostovanj, imate, ne vem, turneje. Ja, kar včasih smo v bistvu kot oziroma fantje v ansamblu smo včasih večkrat skupaj, mi, ko pa doma z družinami. No, zato ste komaj kaj doma, kaj šele sami doma, recimo. To pa tak niste bili že od res osnovne šole. Ja, če smo sami doma, moramo imeti res kar srečo. Ja. Družine tudi imate? Tudi. Je kaj otrok? Kar nekaj. Vas še poznajo? Vas poznajo, ko pridete nazaj? Ja, v bistvu vsi člani smo, kjer pač imamo otroke, smo se pač nekako dogovorili, da pač vsakemu reče ata, ne, da ni potem slabe volje. Od poštarja do soseda, do vsega Ne poštarja. Zakaj ne poštarja? Ne. Pri nas ne zato, ker ga imam tako hudo psičko, pa poštarja ne spusti hiši. Se komaj sem jo to naučil. V starem pregovoru lisica pošto nosi, pa tudi ni tak, očitno. Poslušaj, kaj je zate sreča? Sreča? Sebastian, veš kaj zame sreča? Ajde, slišim. Da grem s prijatelji na pivo, pa se mi po enih 5 minutah sprazni baterija v telefonu. To je sreča. A svoga zdrav ne smeš vzeti? Može ga izklopiti? Ne, pa je že sumljiv, veš. Že misli, da si šel kam drugam. Ja, pa imaš doma štalo, verjetno. Se bi vsi imeli. Ne, se vemo. Zakaj je telefon izklopljen? Baterija je prazna. Ja, seveda. Dober odgovor. Mali streh je to, ne? Točno. Moramo srečo iskati. Zdaj, mi v oddaji vsak petek znova iščemo srečo po mariborskih ulicah oziroma iščejo jo posamezniki, ki jim damo eno posebno nalogo za eno posebno igro, ki rečemo poišči srečo. In kaj misliš, da Takle imamo. Srečo boš poiskal. Zdaj, iskali so že vsi tisti, ki so tukaj navedeni na tej tabli. Najbolje je odrezal ansambl Smeh, najslabše poskočni muzikanti z Dejanom Krajncem na čelu. Zdaj zelo simpatičen dečko. Ja, veš, pobi so še mladi. Dosti jezikal, pa to mu ni uspelo. 22 minut je rabo, da je našel to, kar smo ga... Veš, to po Mariboru izgleda, so se ga malo strašili, ko je preletel na ulico. Zaradi frizure, verjetno, ne? Mogoče. Ja, se že misli, da bo kaj suno, kaj žepa. Da bo kaj vzel, ne dal. Z denarnice direktno. Poslušaj, posamezni člani so šli na ulico in so poiskali to, kar smo jim rekli. To je bila recimo rdeča šminka. Ali pa, kaj smo še, staro vozničko smo iskali, tisto roza barve, pa ne vem, glavnik, pa vse živo, kar je bilo. Zdaj ti boš danes iskal nekoga, ki ima pri sebi protibolečinske tablete. Čuj, kar napiši, gor ni sekund, ansambl Petka, ker imam jaz protibolečinske tablete zraven. A to ne velja, to zdaj razen, če greš kam nastaviti, recimo kam v... Ne, ker mi poharci imamo to vedno zraven. Mi poharci ne rabite protibolečinskih tablet, mada je šnops. Tako je. Da jim povem nekaj, koliko je ena tabletka šnopsa, recimo, če moram vzeti, ne vem, lekadol ali pa nalgezin. Recimo Uspen 1500, ko je malo močnejši. Pa to je antibiotik. Ja, to je tako, bi malo povohal. A to funkcionira, ne? Ja, to je tako, bi malo šnapsa povohal. Povoham, pa je to. Dobro, in za naslednjič.
namesto uspena vzamem... Ja, malo sam ne preveč, da se nož prej zdrugiral, veš, pa se že drugira. Ne, nismo še tako daleč. Protibolečinske tablete, torej, jaz ti želim vso srečo, dobiš zdravo komplet ekipo. Štopamo, koliko časa bo šlo, prav? Štart, akcija. To je vse, brez nekih težkih filozofskih vprašanj. Evo ga, vso srečo, izvoli, najdi čim prej protibolečinske tablete. Samo sekundico. Se zaprem, pripravim. Hvala lepa, Franci. Gremo. Gremo pogledat, kaj iščemo že. Aha, tabletke. Čudežne tabletke, neke protibolečinske tabletke moramo najti. Pa upam, da mi ne bo kdo kakšne Viagre tišel. Kak je lekadol pride upoštev Nalgasin. Sicer mi pravimo poharci, da najamo tablet, ker imamo šnops, da smo zdravi ko ribe. Pa pogledamo zdaj, kaj na teh mariborskih ulicah se dogaja v januarju. Po mojem, če bi bil tu decembra, ne bi bil problem. Zdaj smo zihar, kak je lekadol vsak v žepi, ker Štajerci smo znani potem, ko je zvečer naporno, pol zjutraj malo glava boli, ne? Sam Štajerci, vsi Slovenci, bolj ko ne. Gremo pogledati po ulicah. Kje gremo tule? Tu imamo enega gospoda, če ga lahko zmotimo. Dober večer, gospod, lahko zmotim za sekundico. Tole eno anketo delamo na nagradno igro. Imate slučajno kako protibolečinsko tableto sabo? Ne. Nima, žal, gospod, gremo dalje, cajt teče. Hvala vam, srečno. Gremo, tole buffet, tu po mojem imajo. Tu sigurno imajo. Tole imamo ene damice. Dober dan, mlade dame, lahko malo zmotim sekundico. A ne razumete? Turisti, pol pa se lepo imejte tukaj v Mariboru. Super, hvala. Kot vidite, Maribor poln turistov, folka mrgoli. Gospod, lahko samo malo zmotim? Sekundico. Lepa nagrada, lahko dobite. Gospa, lahko malo, tudi vas, ne? Malo počakali, sej še bo kdo prišel. Mi bi morali takrat biti, ko je bila tu vstaja. Po mojem, te pa ne bilo problema, folka najdete. Ema nikoga. Aha, tole zdaj prije ena gospodična, tole zdaj ga zahakla. Zdaj samo, gledajte se pa se učite, kako se dobi tabletka. Gospodična, lahko malo zmotim, samo eno vprašanje. Samo eno, lepa nagrada, ja. Lahko dobite zlato uro. Če imate slučajno kakšno protibolečinsko tabletko zraven. Protibolečinsko? Ja, to pa ne vem, to bi mogla pogledati. Nalgasin, lekadol, bilo kaj, aspirin. Nalgasin, verjetno. Imate zraven? Če mi pokažete, dobite zlato uro. Čisto res, čisto res. Tam gospodu je že žal, da nima, zdaj bo vedno zihati, kakve tablete zraven nosil. Nalgasin, evo, ga s prve smo najdli, pa se to ne moreš verjeti. Evo, obljuba dela dolg. Zdaj moram dati uro, ne? Izvolite. Sicer ni zlata, je pa lepa. Hvala vam. Vdaja RTS, Večer s Sebastianom, domača muzika, poznate ansambl Petka, ste že slišali. Tako da če boste rabili, nas najdete, smo tukaj. Hvala lepa. No, super, hvala. Srečno, dio. To je to, mamor. To mislim, da je svetovni rekord. Medtem ko Urban išče protibolečinske tablete po ulicah našega mesta, jih dajte vi čim prej vzeti zaradi srčne bolečine. Mi gremo ljubezni, hrepenenju, čustvom naproti. Mlad reper iz Ljubljane je z nami David s komadom Ti si.
Imaš hudo čvrsto rit, si moj navdih, lah me božaš kjerkoli, ker mi sede tvoj dotik. Odkrit, ti pokažem svoja čustva, vse je lažji, zato ka mava en drugega. Mava svoje štorije, veš, da te rad hecam, če te par ur ni, te že pogrešam, čisto vsak dan. Mi popestriš, lepo dišiš, kuk je fajn, ka pri men prespiš, se skuštrane zbudiš, gor name zlezaš, gledam te v učke, ka se mi nasmehneš. Čist hud pogled, velik mi pomenaš, kar drugi v nama mislijo, za njih se ne zmenaš. In kad te zebe, te takoj stisnem k sebi, karkoli naredu zate, sploh mi ni odveč. Daješ mi zalet, da sem vedno boljši, vse zadeve rešva, ka združva moči. Ti si moj smeh, moja varnost, moj life, moj objem, moja radost. Ti si moja sreča, moja pesem, sam pusta naj upelje ljubezen. Ti si moj smeh, moja varnost, moj life, moj objem, moja radost. Ti si moja sreča, moja pesem, sam pusta naj upelje ljubezen. Res, ko mi čakam, da te spet lahko objamem, se veš, da mi dogaja, takrat, ko sva na samem. Nočem hitet nikamor, greva pa počas, ti si sam moja in tega ne pozab. Vse, kar delava skupi, tukaj zate, če ti kaj leži na duši. Ti prisluhnem, zdaj te bolj razumem, ti mene, zaradi tebe sem še bolj pogumen. Res, mi dvigneš samo zavest, si mi všeč sam, to že itak veš. Pridna na faksu, furaš pozitivo, bereš moje misli, koliko tvoje najljubše čtivo. Vse stvari midva si deliva, kad te vidim, vem, da isto si želiva. Kad greš domov, te pospremem do postaje, to, kar rabim, ti mi daješ, naj to vedno traje. Ti si moj smeh, moja varnost, moj life, moj objem, moja radost. Ti si moja sreča, moja pesem, sam pusta naj upelje ljubezen. Ti si moj smeh, moja varnost, moj life, moj objem, moja radost. Ti si moja sreča, moja pesem, sam pusta naj upelje ljubezen. Ti si moj smeh, moja varnost, moj life, moj objem, moja radost. Ti si moja sreča, moja pesem, sam pusta naj upelje ljubezen. Ti si moj smeh, moja varnost, moj life, moj objem, moja radost. Ti si moja sreča, moja pesem, sam pusta naj upelje ljubezen. Od ljubezni, pripadnosti, lojalnosti, od sanj gremo mi direktno k družinskim zadevam. Z nami nocojšnja osrednja gosta, to sta Jože in Samir Kobler. Spoštovanje gospod Kobler. Dobar večer. In spoštovanje gospodič Kobler. Ja, mlajši. Izvolite sest, kako sta? Kako se počutite? Gre. V redu večer, pred vikendom smo. Gre. Ja. Kaj se greste kam za vikend? Se pripravljate kaj? Na smučanje. Smučanje, super. Ja. Tenis? Pauza. Ko bo cajt za to, bolj naslednji teden. Ko se bo malo otoplilo. Ne. Kaj pa? Na ŽTK-ju. Ok. Smo v dvorani. Tam je nek turnir zdaj, ni? Ali bil? Ali kak? Zdaj predtem je bil. Ja, ok. Pustimo zdaj to na strani, zdaj ko ste tukaj, hoče najprej vedeti, družinska zadeva je to petje pri vas, to se nekako prenaša z generacijo v generacijo, ne? Od vas na Samirja, od Samirja pa na dva otroka. Drži? Tako je. Pojeta že? Pojeta ravno ne, Svit pri 9, pridno 3. leto igra kitaro, Monja pa pri 11, 5. leto harfo. Harfo? Je zelo eksotični inštrument, tako malo nenavaden, ne? Res je. Ponosite zraven, recimo, ko je treba kam iti ali pa... Sva jo že imela enkrat na tekmovanju v Italiji s seboj, k sreči, zdaj več ni to treba, ker nas ponavadi čaka tam. Koliko je težko to, koliko je težka harfa? Pravzaprav sploh ni toliko težka, koliko je nerodna, pa verjemi, da jo nosiš jo, kot da hodiš po jajcah. Ja, to moraš fejs paziti, ne? Ja, seveda, to stane par tisoč evrov verjetno. Dajte mi jo že nekaj povedati, vi ste iz tiste, recimo, generacije, kaj so bili Fliser, Nipič, recimo še dan svoj Alfi, Šantl, mogoče tudi nekje približno. To so mladeniči. To so mladeniči. Vi ste starejši od njih, ali kaj? Alfi je leto od mene mlajši, jaz sem zdaj pred 75. Maja meseca boste imeli? 9. maja. 75 let. Ja. 2 leti sem starejši od častnika našega večera. Torej častni večer je dejansko mlajši od vas? Ja. 2 leti? 2 leti.
Pa začel izhajati tudi maja meseca, mislim. Tudi? 9. Rojstni dan. Ja. To skupaj praznujete bolj. Še nisem bil povabljen, ne. No, kot starejši. Če kaj pripravljajo, to pa drugo vprašanje. No, bomo videli. Ampak niste pa iz Maribora? Ne, jaz sem prav iz Dobove. V dialektu Dubova. Dubova? Ja. Kdaj ste prišli sem? Leta 1964, pardon. Ampak v tistem času ste, mislim, da začeli tudi, oziroma ste posneli dejansko ploščo prvo ali ne, to še pol trajalo. To je trajalo še potem do leta 1971. A niste že v 60-ih izdali nekih plošč, nekaj še ni bilo? Ne, ni. Okay. Namreč jaz sem prišel iz podeželja, iz Dobove v Maribor v železniško prometno šolo in potem sem tu se najdel. V tem noter me je odkril Božo Podkrajšek v kavarni Astorija in tak naprej. A sama peli ste pa že prej? Tisto bilo pa doma dol to območje brežiške občine, tu sem deloval in sem dosegal tam prva mesta na Pokaži, kaj znaš takrat. Na tisti takratnih festivalih, ki sem pa v vojski tudi. Drugače glasovno pa sem po mami, ona je pela v cerkvenem zboru. Če ni bilo Anke, ni štimalo gor, ne? Aha, ja, razumljivo. Oče pa bil basist, on je pa navadno se izstopal, kadar so se malo v gostilni sedli pa zapeli, je bil Lojze ta glavni basist. Samir, kdaj si ti začel peti? Ponavadi rečejo vsi od malih nog, ne? Ne, jaz sem pravzaprav se razpel na nek način ob enem gramofonu doma, tu blizu na Kersnikovi ulici. Tisto iglo sem totalno uničil. Si skrečal. Ja, ob 2 ploščah, in to je bilo to. Kasneje pa nižja glasbena šola. Delal sem na drugi gimnaziji pri IST-u, ko smo začeli takrat leta 1989 s Fantomom opere. Tako. In me je takrat od mojega prijatelja oče me je tak najuro, je rekel, da si se mi spravil k solo petju, ker to ni nič. In sem potem 2 leti še delal solo petje na konzervatoriju. To je to. Kdaj si začutil tisto ljubezen do Prislija? Kako je do tega prišlo? Za tistim malim gramofonom, ko smo ga imeli doma, ko smo eno Elvisovo ploščo. In nisem pa nikdar namenoma probal peti, tako kot je on prepeval, ali tudi Moving. Mi ravno ni blizu, ker bi me prelesle na UKC odpeljali, ampak veš, v kolenih pa kolkih pa to ni. Ja, to je kar težko narediti. Čeprav med nastopom si ti tudi delal te poteze, si moral nekaj, ne? Včasih se spozabiš, ampak drugače pa ni to, nisem pa nikdar študiral ali pa se učil tega plesa. Danes boš tudi eno zapel malo kasneje, no? Kasneje. Dobro, dajmo te še malo gostico, da odsediš. Prvi singl je bil, oziroma prvi komad dejansko, ki ste ga posneli, če se ne motim, spomin na Marjano. Ne. Kaj pa? Adriano, ni Marjana? Ne, Marjana je bila pol. Tisto je prišlo pa kasneje? Ja. Samo še ogromno naučil vas, očitno. Ja. Se imate kaj, 50 let za sabo pevske karijere, recimo neki glasbe? Ja, pa ni bilo povsod, nisem bil od tega odvisen. Jaz sem bil vse skozi v službi. Ja, to je bilo zdaj tako kot hobi? Kot hobi. Ja, tako je bilo v tistih cajtih, se je bilo težko preživeti s tem. Se vidimo, kako ti glasbeniki živijo danes, razen nekih v Mariboru, ena varianta je, ki je v špici, je Alfi, ki svoje izkušnje iz sodelovanja z Avseniki lepo uveljavlja. Še samo da, on je leto dni mlajši. Vse smo ga imeli že tukaj pri nas na oddaji. Vaju še čaka ena lušna igra kasneje, zdaj ne vem, kaj je dosti povedano, bosta oba pokazala spretnost, da vidi, kdo je boljši oče ali sin. Dajmo še malo počakati s tem. Mi se selimo k naši redni igri, to je vijolični kotiček. Vijolični kotiček, kaj to pomeni? Ročni fuzbal, za tiste, ki ste to že gledali, veste, za tiste, ki ste se priključili letos, pa veste, da imamo poklice, ki špilajo fuzbal, torej tekmovalce. Najprej smo imeli gasilca, v prejšnji daj smo imeli kuharja, danes imamo lovca, to je gospod Milan Ačko.
Spoštovanje, gospod Haško, dobro večer. Kje imate puško? Puško imam doma. Zakaj imate puško doma? To ni za Če ste lovec. na javno mesto. Ne smete puško okoli nositi, ne? Dajte mi povedati, zdaj kot lovec, vi ste iz lovske družine Fram. Ja. Tam je, torej ne tam, ampak nasploh pri lovcih je tako, da imate tudi posamezne, kot bi človek rekel, čine. En je, recimo imate mojstre. Dejansko to je tako, začne se, da si upraviš izpit za lovca, pa so nagradne in razni tečaji za preglednike, mentore, to nagradna pa še prele lovski mojster. Lovski mojster, tako. To je tista špica, to je to, kar človek lahko doseže. Dejansko je vrhu, ja. Ja. Čist spodaj pa kaj? Ja, pripravnik za lovca. Pripravnik za lovca. Kaj treba narediti za pripravnika? Za pripravnika treba narediti, da se tisti praktični del izpita začneš upravljati, pa teoretični del, da narediš izpit za lovca. Ok, kaj to pomeni? Kaj moraš iti? Dejansko je kar zahtevno zadnje čase. Zdaj, koliko je treba vedeti o živalih dejansko? Živali moraš poznati zakonodajo, pravila, orožje, lovske pse, to je vse spada. To je nekaj 20-25 izpitov. Zakaj? Za pripravnika samo ali? Za lovca. Za lovca sploh? Ja. Pa še pol se zgodi, da kdo kaj zamenja, no? Tudi. To se zgodi. Pa kakega kolega pokne, po domače. Za mojstra pa kaj? Za mojstra pa bolje, ko si sprašen lovec, to samo mi pove, da je mojster, da je pač neka nadgradnja. Nadgradnja. To so tisti, ko polka je srno, pa srnjaka Švicara. Zahakla pa ga... Ne. To je znanje v lovstvu. Ok. Zdaj, marsikdo misli recimo, da ste vi, torej vaš moto je dejansko filozofija, da vi čuvate naravo, da vi pazite na naravo. Zdaj, marsikdo, ki bi šel na prvo žogo, bi rekel, če pa streljate živali, pa pač ne? Malo je kontradiktorno recimo za koga, ki ne pozna. Ja, dejansko to res nekateri govorijo, samo prvi vrsti res čuvamo živali in naravo. Žal pa je tudi to, da moramo posegati v življenjski prostor, da uravnovešamo vse skupaj. Ja, uravnovesimo vse skupaj. Dajte vi meni povedati, gospod Milan, ste kdaj špijali fuzbal že? Tudi kot mladih letih. Daj vas se kar je predstaviti. Kaj mladih letih, koliko ste stari? Ko sem jaz bil toliko star kot vi, sem tudi špilal. Vsak dan, čau, pa je šla ena žarnica. Ena žarnica šla. Ja, vse bomo to poslali lovskemu društvu, kaj je Fram, ne? Fram, ja. Ja, super. Pridemo tja, požarnice, pol pa za kompenzacijo vse skupaj. Zdaj nekoga bo še mi dva rabila v tem primeru. Prvi bas skupine Petka Aleš Švab. Spoštovanje, dobro večer. Evo, zdaj imamo lovca, ki bo recimo zelo natančen, pa zna biti, da bo prav mero, če je lovec takšen, kot se še. Kaj ste vi, lovski kaj, mojster ali? Ne, lovec. Sam lovec? Ja. Lovski mojstri imajo kakšne čine? Nimajo čina, to ni čina. To so moče vele znaki za lovske zasluge. Kaj, to so te, kar imate na kraju? To? Ja. Kosti? Recimo, tole, ni tole moče. Ja, to sem spregledal prej. Tune ste srebrni, zlati, samo to je določen staž. Si ti lovec? No, lahko pa postaneva recimo lovca. Nisem lovec. Če greva mi dva za lovca, recimo kaj morava narediti? Poleg tistih 25 izpitov? Prvo morate želja, da... Kaj, če nama samo date puške pa mir? Ja, ni tako enostavno. Ne greva. Pa šibre pa gremo v gost. Veselje, kjer ima veselje, ni problema to upraviti. Veselje do narave. Veselje do narave, to je en hobi, ker sprašujoč, dosti se naravi, tada je tudi lepo. Pa kaj pokneš tu pa tam, domov prineseš kaj? Ok, malo se heca. Zagolaš, ja. Fuzbal, če nisi lovec, fuzbal, kaj špilaš, gledaš vsaj? Pa vsaj gledam. Skoraj vsak je nek fuzbaler iz kakega benda, ko smo ga imeli tukaj, za ročni fuzbal, za naši vijolični kotiček. To pa ni, ne? Ja, vsi so že neki fuzbal, pa tam so igrali ene polprofesionalce, smo že imeli profesionalca, skoraj v mladih letih. Ja, v mladih letih, ja. Čisto. To smo tudi mi po šoli. Kako je z ročnim fuzbalom? Pa ja, od srednje šole, no. Srednje šole redno, ne? Nič več. Domači gostilni. Ne, prej. A imaš doma ali kaj? A ne. Vi bi to morali imeti tam na lovskem domu zgoraj. Mi imamo druge športe, je pa vsak
Mi imamo bom jaz kar žogico vzel, pa boste mi naprej razlagali, kakšne športe imate, vi to me res zanima zdaj. Lovci. Sam z eno roko moram. Prosti. Tu in tam ti lahko še posodi mikrofon. Ok, čisto enostavno. Osnovna pravila, 5 žogic imamo. Tisti, kateri pride prvi do 3 golov, je zmagal in gre v naslednji krog. Poraženec dobi to super, lepo uro za to ležilno nagrado. Zdaj, če jo noče imeti, jo ne da meni. Recimo, da. Šprudlec se ne sme. Vi veste, kaj je to, vse z tega konca. Ti pa tudi skoraj, da se bi moral vedeti, ne? Evo, šprudlanje, kakorkoli. To je to. Fair play, fanta, ne pozabiti kartone, s tem pozabil doma. Tega danes lahko faulirate po mili volji. Evo ga, lovec z natančnim strelom. Vi bi rabili mogoče, gospod Ačko, vi bi rabili tisti, kaj, že merilnik, nišan. Ja, da bi kaj trofljali, čeprav se po instinktu bi že morali... Pa golmana imate, 1-0 za Petko. Petka vodi proti Framu, evo. Tako. To je to, žogica v igri, dajte malo pihniti. Najlepša, hvala. Zelo napeta igra, čeprav prijetno umirjena, s fair playem. Milan, ne pozabiti na golmana, prej ste pozabili na on. Aleš napada čisti z obrambe. Samo vidim, da ti to gre, ne? Aleš obvlada. Milan gre malo na silo, drugače ne gre. Milan, pazi golmana. 2 proti 0. Evo, še zadnja meč, žogica po vsej verjetnosti, če bo šlo tako naprej. Evo se malo sestavi, pravijo pauzo, pravijo time out, kaj bo? Ne bo treba. Ne bo treba, dobro. Če dobite 3. gol, pol, mi date puško. Ja. To pa ne prije. Ta je skoraj gol padel. Evo ga, lovci v napadu, slavo to merite, Milan, slavo merite. Čeprav si Blaž ima pa izkušnje iz kafane, vem, ne? Blaž, Aleš, ne Blaž. Aleš, Švab, Blaž. Tak bi bil Blaž. V prostem času, recimo, ko je fuzbal špilo. Si kakšna žlahta ti s tistim Švabom? Ja. Res? Jaz sta si malo podobna. Oba! Autogol! 3 proti 0. Milan, čestitke za častno, ne zmago, ampak poraz. Evo, ura, ko boste imeli lepo gorko, boste šli na Jago. Hvala. Ne, jaz sem paziti, kaj počnete v gozdu. Kar tu še ostanete. Ne, kam se vam odi? Jaz mislim, da bodo. Panika ni, ne? Dajte še počakati. Zdaj je dobro, mogoče pride mi da vseeno en dan tja do lovske družine. Bomo kaj spekli. Bomo kaj skuhali. Kaj pečete ali kuhate, ko kaj pripeljete? Bolj je kakega srni gulaš, ali kaj takega. Tega kar precej verjetno, ne? Ste to se tam od Frama naprej gor, tam po tisti cesti v Jugasti? Ja, dejansko planici, ja, nad planici, gor. Nad planico, Nad planico, ja, nad Framom. Ja, tam smo že bili, ostale pa ne upam povedati. Brez veze. Ok, to je to, hvala obema, to je bil nocojšnji vijolični kotiček, naslednji spet v naslednji oddaji, valjda. Mi gremo zdaj k komadom in sicer k eni lušni pesmi, zelo posebni, prej sem vam ga predstavil, slišali ste ga, videli ste ga, mlad, zelo talentiran dečko z dobrimi rimami, z dobrim bitom. David in komad Agent. Sem tajni agent 008, sabo zmil, 3 pištole nosim, nobenga načem prosim, vse naredim sam, če zaplenem kaj robe, hit naprej jo prodam, imam lepo obleko, očala Armani, na prstu zlati kamni, ljubice ob strani, primeri zavozlani, v igri sami slavni, mučos mani, moji najlepši dnevi, ko lovim sumljivce, lovim kradljivce, s tem sem jaz, umirim si svoje živce, če pa ustavim kakšne hude lepotice, se zmenimo malo drugačna in en dan gor lisice, ker jaz sem agent, ti si agent, on je agent, izkoristi svoj moment, jaz sem agent, ti si agent, on je agent, vzam svoj procent, jaz sem agent, ti si agent, on je agent, izkoristi svoj moment, jaz sem agent, ti si agent, on je agent. Mam dar, da
da ti naredim dar, mar, vse ti bom pobral, zato ne deli si utvar. Če boš delal probleme, ti bom spustil rafal, ker jaz sem agent internacional. Vse posod po svetu sem že deloval, svojo hipnozo zelo daleč sem prišel, jo. Men zaupajo, sprejemajo sugestije, uresničam vse svoje vizije za najbolj važne stvari. Jaz sem zadolžen, folk pride k men, ker ve, da sem pošten, grem, vse odlično poštimam in si se čudijo mojim vrlinam. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent, izkoristi svoj moment. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent, vzam svoj procent. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent, izkoristi svoj moment. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent, izkoristi svoj moment. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent, izkoristi svoj moment. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent, vzam svoj procent. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent, izkoristi svoj moment. Jaz sem agent, ti si agent, on je agent. Vsi smo mi agenti, po malem David pa sploh mlad, talentiran reper, kot sem že povedal, čas je, da nam pove nekaj več o sebi. David! Spoštovani, izvoli sest. Bosta gospoda Kobler, Jože in Samir. David, povej mi, kako dolgo že repaš? Mikrofon, da se te bo kaj slišal. Ja, repam od leta 2010, no. V bistvu od 2008-2010 je bil uradno prvi izdan moj izdelek, ki se je lahko slišal v širši javnosti. Ti imaš kak album, planiraš kaj takega? Ja, v bistvu... Zdaj že cajt, ne, počasi. Ja, ne vem, nekako se zdaj trenutno bolj vidim v singlih. Enostavno delam to, kar imam rad, pa nimam nobenega plana, pač samo komade izdajam in to mi je dovolj za enkrat, no. Ti poslušaj, kak je recimo ta rap scena tam, Ljubljane pa gor do Kranja pa Jesenic? Se razumete vi med sabo, vsi skupaj sodelujete ali ste bolj tak na bojni nogi pa ste kot... Jaz v bistvu ful rad sodelujem z ostalimi, tako da sem ful raperjev povabil k sodelovanju. Jaz imam pri sebi vse razčiščen, tako da ja, pač vse razumemo, smo prijatelji, se srečujemo na hip-hop dogodkih, na raznih teh hip-hop žurih, tako da je okej, je cool. Ok, predn vaju še nekaj vprašam. Daj mi povej nekaj, kak je zdaj z reperji v Sloveniji, kdo je zdaj recimo čist na vrhu, kdo je zdaj taka ena persona, da bi rekel, to pa je the rapper, slovenski, evo. Ja, pač najbolj poznani niso tudi nujno najboljši, ne, to pač... To je skoraj posod, tako. Ne vem, pač težko je izpostaviti zdaj kakšno ime, no. Ja, da se ne bi komu zameril na konc koncev. Ma niti ne to, ampak res pač jih je kar veliko, no, ki so cool, pa ki dobro delajo, ki so komercialno malo bolj uspešni, tudi tisti, ki so manj so hudi, tako da jih je en kup, no. Ko vidite z Muratom, mislim, da sodelujete nekaj, če jaz kaj vem. Ja, res je, ja. Predvsem, boste kaj izdala? Ja, z Muratom smo naredila 2 singla, Verjam pa Pejt ven, pa ene skreče, ko on tudi full beatboxa mi je naredil na enem komadu, no. Tako da smo v bistvu že 3-krat sodelovala, no. Tako da sva kar cool. Ti si drugače, mislim, šolan glasbenik, nekaj imaš za sabo, nekaj let glasbene šole? Ja, nižjo glasbeno imam narejeno, ja. Klarinet, 6 let pa flauta, še prej, ja. Tako, komade pišeš sam, tekste pišeš sam verjetno? Ja, tekste vse pišem sam, glasbo kdaj sam naredim, zdaj v zadnjem času pa sodelujem z Aleksom Volaskom, tako da z njim kar že 3-4 leta po moje, da že kar delamo skupaj. Super. Jože, kdo vam piše tekste? Kdo jih je, tako bom rekel? Kdo jih je največ napisal? Ja, torej v začetku samem je bila to soproga od Bertija Rodoška, oba pokojna zdaj že, a ne? In potem je bila Nada Gričar, sta prvo pesmijo Črke laži od 1969. leta. To pa je 50 let, ne? Skoraj, evo. Naslednje leto bo 50 let.
In to je bila takrat zmaga moja od publike v Ljudskem vrtu. Zunaj je bilo to. Zdaj, Jože, vi ste imeli recimo skladbe take Joči z menoj, pa Skril srce sem, solze svoje, dala si mi vse, lastovka na dnu srca. To je ena taka žalost, priladuje, pol pa mala točajko, gor na vrh. Še eno rundo daj, točajko. Ja, no, mislim, predlog ideja je bila podana Edvinu, oziroma najprej Srečko, Neco, Eco, Nidorferju. On je to napisal, Edvin je to uglasbil in je, bi rekel, je trofo. Pa se srečujete že kaj recimo z, ne vem, s Fliserjem pa z Nipičem, pa to se dobivate kaj za poved? Z Alfijem se večkrat vidiva, drugo pa je že tak, bi rekel, vsak ima neke svoje poti zdaj že. Kako se vam zdele narečne popevke v tistem času, pa če bi jih mogoče primerjali s tem, kar je danes? Zakaj jih ni več? Ja, recimo. Ja, jaz zasledim narečno popevko, zasedim v melodiji Morja in sonca. Ok, prav. Ja. Tam? Ja. Vidim, da se nasmihaš. Ne poslušam. Melodiji Morja in sonca ne slediš? Jaz. Recimo, kako se zgodijo, zihar kaj? Malo preposlušaš, kaj zašpila. Če sem čisto odkrit, zelo malo. Zelo malo, dobro, ok. Ste kdaj razmišljali, da bi recimo sploh ti, ko si zdaj, ne vem, Elvisa ne oponašaš več toliko, en projekt boš recimo imel tudi, si prej znal povedati, si kdaj razmišljal, da bi mogoče kakšne rap elemente vključil v svoje komade? Raje ne. Jaz ne, da ne spoštujem glasbenega žanra kot takega, ampak jaz sem stari rocker po srcu in bom to ostal pač. Kavbojski škornji, usnje, to je to. To je to, evo, pol te bomo lahko slišali. Samo nimaš živine, nimaš nič, ne. Sem imam pištole tudi, ne. Živine, ampak živine pa lahko bi imel, konja, kravo, pa to, ne, pa bika. Ja, to je to. Jože, vi nam boste nekaj zapeli zdaj počasi. Ja. Zdaj že preveč govorimo, zdaj čas, da nekaj zapojete. Najprej oče, pol pa sin še. Nadaljevanje v tekstu še eno rundo daj to čaka, to, kar smo mi za šankom imeli, to sem predal idejo Nidorfera in je to tudi zadev. In je to bilo 89. leta izvajano na popevki Vesele jesenje. Pesem v zahvalo, to je to, kar bomo slišali. Pesem v zahvalo, to je Srečko. Nadaljevanje še ene runde. Ok, važi, dajmo mi to počasi slišati. Jože Kobler, pesem v zahvalo. Kupici moji je še nekaj vina, v srcu pa nosim vso noč spomina. Obojno je sladko in hitro gre v kri, oboje mi pravi, da Joža še ti. Ulice tote, že vse sem prehodil, malo pač tak in malo sem blodil. Zdaj pa že vsako prav dobro poznam in rad bi jim rekel, da rad jih imam. Ah, koliko je leče od tega, odkar je naš Maribor moj in kar bi moj dragi kolega, jaz rad bil še dolgo le tvoj. In koliko je Drave že steklo, odkar si mi žarek poslal, zato bi ti, dragi kolega, to pesem zahvalo zdaj dal. Kozarci so prazni, točajke več ni, ura je pozna, le jasen in ti. Tista na stolni odbila je že, jaz pa ti glej zdaj odpiram srce. Tebe sem Maribor, jaz mirom pil, tebe sem ljubo in tvoj sem pač bil. Tebe sem hvalo in včasih te klev, vseeno pa tebe sem zmerom rad imel.
koliko je leče od tega, odkar je naš Maribor moj. In kak je moj dragi kolega, jaz rad bil še dolgo le tvoj. In koliko je Drave že steklo, odkar si mi žarek poslal. Zato bi ti, dragi kolega, to pesem zahvalo zdaj dal. La 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 la, la 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 la. In kak bi, moj dragi kolega, jaz rad bil še dolgo le tvoj. In koliko je Drave že steklo, odkar si mi žarek poslal. Zato bi ti, dragi kolega, to pesem zahvalo zdaj dal. Zato bi ti, dragi kolega, to pesem zahvalo rad dal. Pokaži spretnost, tisti trenutek v naši oddaji, ki ste ga vsi po svoje najbolj veseli, seveda. Kot veste, smo v preteklih oddajah ožemali oblačila, ker nam je centrifuga crkla na opralnem stroju, pol smo recimo lupali banane z boksarskimi rokavicami, žeblje zabijali in delali torej vse možno. Tisti, ki oddajo spremljate, veste, danes še ena lepa igrica, ki bo res pokazala spretnost posameznika. Jože in Samir Kobler se bosta poskusila v prenašanju ping-pong žogic iz točke A v točko B, iz sklede v ta čudoviti stekleni, kaj je to, kocka, no? Od enega do druga in to s fenom. Jože, bomo poskusili, 2 minuti je čas, ki ga imate na voljo, prenesti morate s fenom žogico od te sklede do tistega boksa. Lahko poskusiva? Vmes lahko seveda tudi kaj poveste, kako vam gre. Evo, to je to. Ja. Ste pripravljeni? Greva na 3-4 zdaj, prav? Ja. Ok, 3-4 zdaj. 2 minuti časa. Kar pusti žogico. Lahko tako novo vzame tako. Prav? Ja, vem, pa to bomo zdaj spregledali, ker niso mi pozorni. 1 točka. Pa če modrost pred nadostjo, malo mora biti prizanesljivi konc koncev. Evo, mirna roka, no, veste, kot mirne roke. To pride bolj z leti, ko so 2 točke. Eni so vročne bolj teresne. Eni se še zdaj. Če pa pridno tenis igraš, pa je bolj mirno, veš kam žogica leti. Ja, ampak ni levičar. Jože, kar po novo žogico. To pa lahko pri miru pustite, ne pobirati. 2 piki. Jože Kobler, Samir zaenkrat nič, ker še ni poskusil. No? Kako imaš občutek, povem? Bo šlo? Mislim, da bom zgubil. Je taka pričakovanja bi nas tudi, če bi moral igrati. Zdaj še nekaj je, če pade žogica ven z tega boksa, pol ne velja točka. Ne velja, seveda. To je to. Pa ne veš, moram se malo pustiti tudi. Je, da ne bo jezna. Ne vem, pol doma poslušam. Ja, vem. Ni to, da greste vsako svojo. 4 pike! Jože Kobler. Rastura, no? Ja. Po domače povedano. Dobro, zdaj ti boš videl, če ti bo hitro šlo, pol ti ste ostali kar zbrcaj. Ne, pa veš kaj, doskrat se potem tudi 5 točk! Bravo. Koliko še imam? Vidi se tudi, da se dosti v kopalnici doma nahaja. Še dobre pol minute. Koliko? Dosti je v kopalnici. Ja, može se počesati. Pol minute. Opala, pa je šla 6 pik. 6 žogic. Jaz sem prej poskusil teh hec, pa 15 sekund je še do konca. Pa moram priznati, da bi pogrnil na celi črti. 7! Bravo, Jože. Še ena hitra bo šlo skozi. Bo šlo 7 in 8. Bravo. Zadnji sekundi. Bravo. Spoštovanje. Bravo. Evo, zdaj ga lahko izklopimo, da ne prekudi, da ne pregori, da se je šlo. Kar odložiti zadevo na mizo. Evo, pravila zelo enostavna, zelo preprosta, Samir, vidim, da nekaj se sprašuješ, kaj bo s tem zdaj ponovadi. Jože, kako je šlo? Povejte mi. Ja, dosti mi pomaga to,
Zakaj vam dosti pomaga? Ker tenis špilam to in imam roko že. Kaj ste levičar? Ja. Pa ja. Bil pa ostal. Dobro. Dajmo se mi, Samir, bomo zdaj samo te žogice prenesli še drugam, pa vmes moramo stopiti na Mariborske ulice, pogledati, kako gre naše iskanje sreče. Kratek break, pa smo nazaj. Evo ga, podrli smo rekord, tako hitro še noben baje ni najdu nobene tablete tukaj v Mariboru, zato zdaj malo nazdravljamo, proslavljamo. V glavnem, jaz tole spijem, pa bom preventivno vzel tudi eno protibolečinsko tableto, zato ker bolje sprečiti nego lečiti, ko pa da jutri zjutraj boli glava. Pokaži spretnost. Drugi del, Jože Kobler je zadevo odlično izvedel, ko ste lahko videli, koliko ste rekla, 8 pik, 8 žogic, ena v zadnji sekundi. Naslednji na vrsti z rahlim nasmeškom, samozavesten Samir Kobler. Oče proti sinu, evo to je zdaj cela družinska zadeva. Ne, če se ne bo roka tresla. Zakaj bi se mu roka tresla? Bom ga vmes izklopil, tako da bom namenoma zgubil. Ne namenoma zgubiti, ampak če bo šlo tukaj čez že pač. To morate videti med sabo porihtati. Te pa na 3. minuti vgasni. Ja, na 2. 2 minuti, Samir je čas, ni ga treba izklapljati vmes, če žogica pade dol, greš ponovo, to je to. Paziti, če se odbije ven z boksa, pol ne velja. Si pripravljen? Sredi? Ok, 3, 4, zdaj! 2 minuti časa. Jože, kaj bo najtežje v tej igri? Samir. Dobro, jaz sem mislil, da bo čez čas recimo spustil, pa je že takoj brdo. To je važna koncentracija. Ja, on je še mlad. Prva točka. Bravo, Samir. Ta ti visoko skače. On je še mlad. Kar pusti. Poskus številka 4 z eno piko. Samir z vlaganim korakom, počasnim seveda. Ampak tenis tudi nekaj prinese. 2 piki že ima. Samir, pazic na... Pazi na zdrs. Pazi. To bi pa še jaz boljše naredil. Mu bo uspelo. 3. pika. Jože, tenis pomaga recimo za roko, jaz mislim, da se roka bolj tresa. Ja, sej, mislim... Še minuta, Samir, zdaj bo treba pohiteti. Evo. 4. Bravo. Ne bom na dobo. Ne, jaz tudi mislim, da ne. Ne bom na dobo. Gled, kak se mu trese roka. 5. pika. 5. Super. In... Samir je zdaj eno predstavo više, se zdaj roko umiril. Ja, ne, prepozen je. 6. ali 7, katera je? 1, 2, 3, 6. Še pol minute. Nazaj. Pa na kabel paziti. 8 proti 6 v tem momentu, Samir Kobler. 7. Na koncu boste izenačene. Ne vem, če bo ne vzeta všla. 10 sekund. Sekunde se počasi iztekajo. Gotov je. 8 proti 7, ta ne šteje več. Samir izklopiti. Fen, čestitke. Oče je vseeno zmagal. Z veseljem. In či zasluženo, verjetno. Ja. To je za spomin. Lahko jih pustiš tukaj. Povej mi, kako ti je šlo, recimo, kak je bil občutek? Bil si zelo skeptičen na začetku. Ne, mislim, ne vem zakaj mi je, kot da mi je nekdo stopil po kablu, da mi je naenkrat nehalo pihati, pa so kar dol padale. Ni to. Kaj to, ribiška, lovska ali kisla, kaj bo rekla? Ne. Potrudil sem se, koliko je šlo, pač malo nerodnosti pa je to. Ja, tisto zadnje nisem imel sreče. Ne, 200 mi ven skočili. Ne, se zgodi, ok. Jože Kobler 8 točk, Samir Kobler 7 točk. Jaz imam pravlično število. Ja, bo pa Miro bajti na koncu. Res je. Ok, to je to, zdaj smo pokazali spretnost, sta pokazala spretnost, mi pa bomo pokazali, kam se gre za vikend. En fin vikend paket vas čaka vse skupaj v naši redni nagradni igri. Dajte tu ostati.
Čas za našo nagradno igro na lušno z RTS. Če ste zamudili za ston smučarske karte pa koncertne karte za Enrique Iglesiasa, pol je zdaj pravi čas, da sodelujete, če še seveda niste. In sicer vas pošiljamo, oziroma vas ne pošiljamo, ampak vam dajemo vikend paket za čudovit oddih, poln veselja in relaksacije v Rogaški Slatini. Nekaj, kar seveda je fino, če bi dobili, no? To je treba priznati. Nekaj še treba vedeti in sicer, da si lahko datum seveda izberete sami, kdaj boste šli. To je čisto vaša izbira. Vse, kar morate storiti, je to, da greste na našo Facebook stran, to je RTS24, tam pogledate, kaj treba narediti. Politika je seveda enaka kot do zdaj pri vseh ostalih nagradnih igrah. Zadeva všečkat, torej objava všečkat, jo deliti in potem napisati seveda, s kom bi šli v Rogaško Slatino. Za vikend paket ne pozabim čim prej poklikati Facebook RT24, tam narediti to, kar pričakujemo od vas in potem se boste znašli v tej čudoviti kocki stekleni z vsemi ostalimi imeni, tako da ne čakati, to čim prej opraviti, da vas na koncu morda z malo sreče seveda absolutno izžrebamo. Vso srečo. No, Facebook klikniti, ne čakati. Rogaška čaka. Čez 14 dni bomo izžrebali srečneža ali pa srečnico, ki bo seveda pristala tam v Rogaški Slatini, zdaj ste že na pamet, to je to. Samir Kobler nas čaka z enim komadom gospoda The Kinga Elvisa osebno, Please Don't Stop Loving Me. Please don't stop loving me. You were born just to be in my arms, in my arms. Please don't stop loving me. Your lips were made just to be kissed by me. Kissed by me. When I'm with you, I don't know day from night, wrong from right. You are my world, that's all I know. I love you so, I won't let go. Please don't stop loving me, darling. You will always be mine alone, mine. Please don't stop loving me, Samir Kobler, enkraten komad, Samir, vse čestitke, aplauz, pa kar je že tega. Eno vprašanje še za vaju oba, najprej oče, pol pa ti. Kaj pogrešate na slovenski glasbeni sceni? Evo, čist tak. Kaj to je vprašanje za €1 milijon, zdaj sta oba stran pogledala v cilje. Težko. Jaz bom rekel enostavno. Preveč komplicirajo z glasbeno sestavo. Ok. Samir? Jaz bom pa raje bolj politično odgovoril, ker toliko, koliko jaz spremljam glasbo, sploh ne vem, kaj bi rekel, da mi manjka ali pa da je česa preveč. Torej si zadovoljen s tem stanjem takšnim, kot je, to je to? Vse, kar meni mogoče manjka, je to tista prava, dobra besedila. Prava, dobra besedila. Ja. Potrebuje slovenski prostor Elvisa? Vedel si, da vam prišel s tem vprašanjem. Ne, nisem. Kaj pa jaz vem Elvisa? Elvis je bil en takrat
ampak od glasbe naj si vsak vzame tisto, kar ima najraje in če komu Elvis je, naj bo tudi to tu, no. Čau, kralj je živ, kralj je mrtev, kralj je živ, long live the king. Če je mrtev. Ja, mar se kaj na internetu najdeš. Ja, to bo postila pol za zaključek, za nah. Res je. Bil je lepi stas in glas. Joj. Dajmo mi pogledati, kako se je odrezal član Petke, Urban Sadek. Izvoli spoštovanje. Nazaj. Zelo naporno. Pa niti ne, veš, kdor zna, zna. Ja, niti ne, poln si samozavesti. Ti si tako kot vaša spletna stran. Ja, daj, no. Saj nekaj. Ogromno ene hvale, Gor, sem šel pogledat. Pa še en moto imate, kjer je dobra glasba, tam smo mi. A ja, to je pa tiskarski škrat bil. Ker je dobra glasba, tam nas ni. To je bilo mišljeno prvo, veš, da se prej samo hvalno sliši. Ker je dobra glasba, tam smo mi, ampak pozabili smo dodati, da mi ne špilamo. Tam, kjer hecam se, joke. Ne preveč resno vzeti. Povej, Urban, kak je šlo na cestah? Na ulicah, v redu. Ulici. Tam sem zahakal enega gospoda, samo nisem povedal, da je potem nagrada. In potem, ko je ta gospod še kar tam sedel in ko sem potem dobil te tabletke, izročil tej gospodični nagrado, se je že ta gospod zadnji dar je rekel, če bi jaz vedel, da je to zlata ura, bi šel zdaj vmes lekarno po tablete. Jaz rekel, da je zlata ura, da dajemo zlato uro. Ja, veš, da vse zlato uro smo podarili. Nisi vedel tega? Ne. Se boš vedel, pri honorarju boš imel malo manj. Ne samo, da so muzikanti, šaljivci so tudi v prostem času, kar je super. Vedeli, pol 15, če je bila to šala. Povej mi sam, v kolkem času si to upravil? Čuj, ne vem, nisem gledal na uro, sem jaz sedela, da sem bil kar hiter. Kar hiter. Zdaj, prvi so ansambl Smejh, še vedno minuta pa pol dobra, zadnji so poskočni muzikanti. Kje se vidiš? Pa tu nekje bolj od spredi. Ja, čisto res. Petka, ansambl Petka, 3 minute 16 sekund. Dobro, To je, reci, višji tretje mesto, no, če bi bili... Medalja, ja. Ja, bronasto bi dobili. Petka kot P-E-T ali 5K? Kar za črkami. Lahko pa tudi narediš 5. Kak ti je lažje? Ne, s črkami. Zdaj, če šparate, naredi kar 5. To pa ja. Poslušaj, kje se vas da videti, da mi to še povej pri koncu? Vse posod. To pomeni kaj? V petek na vaši televiziji. Naslednjič vas ne bo z nami, to zdaj ste, pa enkrat okoli poletja mogoče. Ne, veš, ker imajo ti za zamik dol gleda, ne? Ja, tisti, ki ima zamik, lahko pogleda, seveda. Tako, moj prijatelj, ko so iz Dobja, ne, oni imajo tak en teden kasneje, veš, oni bojo čez en teden živo gledali. Kateri? Kitarist? Ne, naj Stanči, sam doma. Ansambl Petka, 3. mesto. Eto, 3.16. Vse čestitke. Hvala. Ja, v redu si se odrezal, super. Urban. Sej lahko bi bil hitrejši, samo se nekaj daj. Ne, vem, ja. Pobi so malo mlajši. Ja, pa ne imajo to. Ja, malo zaletalo. Poslušaj, tablete si vzel kakšne protibolečinske, ki si jih dobil? Če pa veš, da sem moral potem, pa lepo sem jih splahnil dol, tako pravi, da na tablete moraš veliko piti, tako da bojo gledalci vse videli, kako je to potekalo. Pazi, da ne spusti, ali pa da ne boš preveč vzel na koncu. Ne, na začetku sem ti jaz pravil, kako imamo mi pohati glede tablet, pa dobro, zdaj sem sam zaradi kamere vzel tableto. Šnops, super. Hvala. Poslušaj, en komad boste še zašpijali za konec. Kaj bo? Prinesi še rundo. To vse povem, to ni treba spraševati. Ja, kaj čakaš? Ja, poglej na mizo, to je to. Že pa rajt, hvala. Ne, prosim, pridruži se fantom, tam lepo se mej. Hvala, Petka, da ste bili tukaj. Hvala, čau. Jože Kobler in Samir Kobler, hvala za vajen obisk. Vso srečo v prihodnje. Mi če neprej se vidimo na 75-letnici. Te pa vidimo, ko boste z Antaurjem pogruntale vse komade. Res je. Pošteno prijemo na nastop, prijemo te gledati. Z največjim veseljem pošljemo bilo. Vse, kar zraven svodi. Evo, to smo že koga pozabili. Aha, Davida, hvala Davidu za obisk.
V studiu vam, gospe, gospodje, pred domačimi ekrani, cenjeni publiki, lep vikend, do naslednjič, ne pozabite gledati ob istem cajtu na istem mestu, majte se. Radi se spominjamo vseh fantovskih noči, ko pili smo, na moč ga žingali, je vrha mlada deklica storila skoraj vse, kar mlado si želelo je srce. Prinesi še rundo, da bo veselo, kot če do zdaj ni nikoli bilo. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Srečali, saj želja huda je, zapeti si želi. Počajka nam obilna spet, tako kot je nekoč, prav vse stori, da nam polepša noč. Prinesi še rundo, da bo veselo, kot če do zdaj ni nikoli bilo. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra.